Anja in Nejc sta skupaj usmerjala svinčnik po papirju. Tako sta skupaj s sošolci na delavnici jutri na cesti spoznala, da prav vsi, kolesarji, šoferji, rolarji, potrebujemo dogovore ali prometne znake. Ta slika je takrat, ko se nisva smela pogovarjati, ta je pa takrat, ko sva se lahko pogovarjala. Jezika prometa se moramo učiti vse življenje, od kolesarskega do vozniškega izpita. Če smo v avtu, se ne moramo pogovarjati, zato pa takrat, ko delamo izpit, se naučimo vse prometne znake. Za varnost v prometu poznavanje znakov ni dovolj. Potrebna je tudi pravilna oprema. Tole se zgodi, če nosimo čelado. Tole, če je ne. Do prometnih nesreč pride zato, če kdo v avtu govori in lahko samo z eno roko vozi. Zaradi tega, ker so lahko vozniki tudi zelo neprespani. Po podatkih policije je krivec za nesreče največkrat alkohol. Maša je s pomočjo posebnih očal preizkusila, kako vidijo vozniki pod vplivom alkohola in zato storijo marsikatero usodno napako. A sem hodila po črti? Lani se je v prometu poškodovalo 60 kolesarjev, 48 pešcev, 113 potnikov v osebnem vozilu ter 8 voznikov kolesa z motorjem. Vsi so bili stari od 7 do 14 let.